Lepo pozdravljeni še enkrat na našem srečanju. Tokratna tema je pereča tema. Je tema, ki spremlja človeka že odkar obstaja zgodovina človeštva kot takega. Torej kuga je še vedno z nami. To je seveda medicinski fakt, ampak je tudi veliko več. Smrtonosne bolezni, ki so pestile vsa zgodovinska obdobja, še zdalje niso samo nek oddaljen spomin. Recimo pandemija covida-19 je bila recimo ta zareza realnega, ki opozarja, da je kuga radikalna negativnost, torej hrbtna stran življenja. In kot pravi Susan Sontag, okužba ni nikoli samo dobesedna. Kuga nas okuži z več kot samim bacilom, okuži nas z besedo, z konceptualno in simbolno dimenzijo. Torej, če se vprašamo ali pomislimo na besedo kuga, katere so slike, ki se nam prikažejo? Kakšna je dediščina kuge? In kaj sploh je ta kuga, ali z drugimi besedami plaga, ki po latinsko simbolizira nek udarec, rano ali pa opeklino, neko posebno nesrečo ali pa celo zlo samo. Simbolizira božansko jezo in znak pravice, kot božja kazen in maščevanje za vse stranpoti človeka. In kuga je verjetno ena od najstarejših zabeleženih imen epidemioloških bolezni. Prvič se pojavi pravzaprav že v starodavni hebrejščini, v Starem testamentu, kjer beseda kuga primarno pomeni dotik. Torej, z vrsto ilustracij nekako so ponazorili idejo dotika. Torej, kuga je nekako v nujni povezavi z dotikom, seveda v dobesednem pomenu, torej prenosa bolezni, ko se dotaknemo ene kužne osebe, ali pa v primeru teh raznih ukrepov, izolacije, kot preprečitev nadaljnjega prenosa okužbe. Torej, idiom, da se izogibamo nečesa ali nekoga kot kuge, ni nikoli samo dobesedna reprezentacija strahu nekega bolezenskega stanja, okužbe ali pa celo smrti. In danes se bomo predvsem poskušali osredotočiti in zasledovati kugo kot simbolno in kot neko konceptualno prisotnost, ki spremlja človeka skozi zgodovino in je postala tako rekoč centralna reprezentacija družbenega in pa kulturnega imaginarja. Vedno znova se pojavi kot bič, ki udari po civilizaciji, je ta bič, ki nas poenoti in spomni, da smo pred smrtjo vsi enaki. In po drugi strani je pa kuga več kot samo okužba z bakterijo Yersinia pestis, prav tako je več kot samo beseda ali ime. Prispodoba za neko grozoto ali nek horor, neko absolutno negativnost. In, kot smo že omenili, bolezen ni samo medicinsko stanje in okužba, torej je več kot neka dobesedna naselitev virusa v telo, kot pravi Susan Sontag v svojih študijah o bolezni kot metafori, je na delu predvsem emocija strahu ob nekem zlu, ki potem projicira na to bolezen. In potem ta bolezen, ki je seveda obogatena z mnogoterimi pomeni, je potem projicirana nazaj na svet. Torej, kuga okuži z več kot samim bacilusom, kot smo ugotovili, ostala je tudi neka tekstualna in metaforična konstrukcija kot podlaga neke narative. Ustvaril se je nek prostor v psihi, ki je neke vrste receptor za nadaljnje okužbe, in skoraj bi lahko rekli, da je stanje okužbe prvotno primordialno stanje človeka. Torej, ni človeka brez okužbe.
tako kot ni človeka brez nezavednega. Ko otrok začne zaznavati in ponavljati besede očeta in matere, je v tistem momentu okužen. Prevzame besedo staršev ter s tem zakon simbolnega reda. Mogoče se tukaj najdejo neke izjeme, kot so recimo izjemne oblike avtizma, kjer oseba ostane neverbalna oziroma ne more ponotranjiti simbolnega reda, kar jih naredi potem imuno za te vrste okužbe. Ampak kakorkoli. Še ena pomembna distinkcija, ki jo je opazila Zontag v raziskovanju doživetja različnih bolezenskih stanj, in ona se je v tem primeru predvsem fokusirala na tuberkulozo in pa rakava stanja, torej karcinom, kjer je ugotavljala, da je izkušnja teh bolnikov predvsem individualna, torej da je bolezen doletela njih same, kljub temu, da se zavedajo, da niso edini, ki so zboleli, in da je predvsem ta tip bolezni nenalezljiv, torej je nekaj, kar zadane individualno telo, tako rekoč od znotraj. Medtem ko pa epidemije, kot so recimo kuga ali COVID-19 in tako dalje, pa zadane celotne populacije, je izkušnja kolektivne okužbe, ko se kolektiv okuži. In to seveda signalizira epidemiološko, družbeno in politično dimenzijo, kot nekaj, kar zadane celotna mesta, celotne kontinente, postanejo tudi globalne, kot smo to videli za zadnjo pandemijo, je izkušnja, ki je doletela prav vse. Torej, danes je zelo malo dogodkov, ki bi lahko na takšen način zaznamovali celotno globalno skupnost. Kar je seveda potem privedlo do najrazličnejših ukrepov za omejevanje širjenja virusa, nekateri bolj, seveda ali manj uspešni. Ampak kot kaže, je COVID še vedno med nami, ne samo dobesedno, torej v tej virusni obliki, je prav tako se naselil v naš besednjak, predvsem pa tudi v emotivno dimenzijo doživljanja medsebojnih odnosov. In se mi zdi, da še vedno lahko opazimo posledice, ki so jih omejevalni ukrepi pustili na naših psihah. Torej, virus ni nikoli samo virus, je tudi družbeno, medicinsko, političen pojav. Izločanje, segregacija, izolacija je del družbenega procesa in med pandemijo vsekakor, ampak tudi izven tega izrednega stanja, rečeno. In tako rekoč je vsaka družba že kondicionirana in pripravljena na mehanizme okužbe z virusom, z idejo, politično opozicijo ali religiozno logiko. Kuga je pogosto uporabljena kot politično ali retorično orožje, ki je v službi družbene diskriminacije ali stigme, izolira eno skupino, katera se prikaže kot vzrok bolezni te celotne družbene strukture. Vsekakor okužba, kuga recimo, kot nekaj, kar ogroža družbeno kohezijo in družbeno vez, na prvi videz seveda od zunaj. In še ena močna metafora poleg kuge, ki pogosto spremlja bolezen ali idejo kuge, je metafora telesa. In nekaj smo na to temo že seveda rekli, torej telo kot nek prazni označevalec ali kot označevalec gospodarja, ki je tako zelo domač, dejansko se vsak lahko poistoveti z telesom. Ali je to neko fizično anatomsko telo, ali pa neko nacionalno telo, ki pa potem poenoti ljudi, telo ljudstva, ali zdravo ali bolano, ker mu seveda preti nek tujek, ki napada to navidezno kohezijo. In prav zaradi več pomenskosti telesa kot metafore, načini te lingvistične umestitve, je tudi posledično ta konstrukt tisti, ki zamegli meje med realno boleznijo in pa seveda metaforično. In da se spet vrnem na enega od naših druženj, ko smo govorili o telesu, oziroma
Mislim, da je to bilo več kot v eni priložnosti. In se mi zdi vedno bolj, da je koncept telesa res ključen, da lahko govorimo o konstruktih, tako metaforičnih kot realnih. Seveda je pa tudi koncept telesa ključen element za nadaljnje raziskovanje, ker vsekakor karkoli doživljamo in raziskujemo, mora v nekem določenem momentu iti skozi telo. Torej, ko pridemo do telesa, ki se očitno nam konstantno izmika, nam uhaja, se konstantno nekako upira definicijam in konceptom utelešenja. Torej, govoreče bitje, to, kar smo, kot je Lacan poimenoval človeka, par l'être. Par l'être, skovanka iz parler et être. Torej, govoriti in biti, govoreče bitje. In glede na to, da smo ubesedeni, da smo torej umeščeni v nek jezik, govoreče bitje vznikne ravno na tej točki motnje z lastnim telesom. In biti govoreče bitje pomeni biti konstantno moteni. In ta odnos, ki je konstantno pač antagoniziran za strani užitka, ki konstituira in upelje to deviacijo, se zgodi ravno zaradi označevalca. Torej, označevalec vstopi v telo in ga v istem momentu konstituira. Torej, označevalec ne vstopi v organizem kot tak, čeprav tudi lahko ima posledice na tem organskem, anatomskem telesu. Ne. Torej, Lacan je bil mnenja, da užitek ima efekt, da afektira telo na način, da ga uklešči, da ga zajame in v končni fazi potem fragmentira. Torej, pomen avoir la jouissance, torej imeti užitek nečesa, je prav to ravnanje z nečem kot z telesom, torej ga uničiti. In kot lahko nekako zaznavamo počasi, imeti telo ne pomeni neka harmonična celota nekih elementov, ki ga konstituirajo in ga naredijo za neko celoto, in je ravno nasprotno. Torej, telo je mesto nenehnega antagonizma, ki subjektivizira, če seveda razumemo, da je subjekt razdvojen subjekt. In ta razdvojenost, torej ta zev in ta razdor, je lokus tega antagonizma, torej motnje. In tukaj ni prav nič demokratičnega ali pa harmoničnega, ni nobenega konsenza. Prav tako kot pri virusu, kot pri kugi. Kljub temu, da se zdi, da ima virus neko inherentno demokratično delovanje, da smo vsi enaki pred virusom, se vedno znova izkaže, da ima virus prav tako kot recimo beseda ali pa užitek, za vsakega drugačen efekt. Se razlikuje od enega do drugega uživajočega ali afektiranega telesa. Dobro, zdaj se bom malo navezala na eno avtorico, ki mi je veliko pomagala pri raziskovanju koncepta kuge, in sicer v svoji knjigi Legacies of Plague in Literature, Theory and Film. Jennifer Cook raziskuje med ostalim najrazličnejše modele nekih praks v civilizacijah, ki so bile zaznamovane z kugo. Torej, civilizacije, ki so se morale nekako oprijemati za to krizo, ki jo je pač prinesla kuga. In razvija precej detaljen pristop antičnih Grkov, ki so kot odgovor na kugo razvili ritual žrtvovanja. Torej, postavili so eno figuro, ki se imenuje Farmakos. In ta Farmakos je bil en izbran človek, načeloma zdrav izbran človek iz skupnosti, ki pa je moral zavzeti vlogo grešnega kozla. In ta grešni kozel je potem pač šel ven iz skupnosti in odnesel za sabo vso nesnago polisa. Dobesedno, ko je izstopil iz mesta v nek svet, je njegova smrt pomenila prenehanje epidemije in nadaljevanje življenja v polisu.
In se zdi, da ta princip žrtvovanja, kot nalaz podoben recimo Hitlerjevi končni rešitvi judovskega vprašanja, torej judovske kuge, ki je razsajala v nemški družbi. Torej, to končno vprašanje, razreševanje tega je bilo pač predpostavljeno, da bo potem tudi očistila nemško družbo vsega umazanega. Torej, struktura Farmakosa opominja na to, da kuga imenuje del populacije ali skupine, ki je vzrok tega nereda, antagonizma v družbi. In njihova odstranitev bo pač potem povrnila neko harmonijo in mir v to družbeno vez. Kot je na primer delovala metafora gay plague, ki je najprej opozarjala takrat v Ameriki na razhajanje AIDS-a, a je kmalu prerasla v proces stigmatiziranja in marginalizacije homoseksualcev kot celotne skupine. Torej, v tem primeru, kaj je dejansko nalezljivo, je metafora sama. Se širi onkraj tega, kar reprezentira v tistem momentu. In strukturno metafora kot figura govora implicira neko okužbo. Zato, ker združuje dva koncepta, dve besedi, ki se potem med sabo okužita. In ta premik ali proces dobesednega k nekem figurativnem ali prenesenem pomenu je prav to, kar metafora povzroča. Ta nek akt prenosa ali podajanja naprej se prenaša skozi kvaliteto okužbe, torej okužbe dveh konceptov ali dveh besed. In trganje družbene vezi, recimo, ki jo povzroči neka pandemija zaradi seveda izolacije, prepovedi dotika in tako dalje, potem preide v neko drugo obliko kuge, katero tista prva kuga povzroči. Torej, v tem smislu kuga generira druge kuge. Mogoče za našo današnjo ambicijo je še ena referenca tukaj pomembna, in to je sicer Derrida, ki v svoji knjigi Disseminations poudarja to prenosljivo kvaliteto metaforizacije. In v njegovem primeru omenja prav Platonovo metaforo farmakona, ki je še en koncept, ki je blizu Farmakosa, in v primerjavi govorjene in pisane besede. Torej, kot vemo, je Platon bil zelo kritičen do pisne besede, bil je zaskrbljen, ker so začele obstajati knjige ter pisane besede, ker je bil prepričan, da bo ta okužila neko čisto, živo, govorjeno besedo. Pač za njega je pisana beseda bila kot nek virus, ki bo okužil tisto drugo besedo. Ne? Torej, farmakon kot zdravilo in obenem tudi strup je seveda dvoumno in predvsem pomeni, da je strup lahko tudi zdravilo in vice versa. Ne? Beseda kot taka, ali govorjena, ali je to pisana, je nekaj, kar lahko vidimo kot zdravilo, kot življenje, lahko pa je smrtonosni strup, odvisno od situacije in uporabe le-te. In tako Derrida tudi zaključi ta del metaforičnosti, da je dejansko logika kontaminacije in da je metaforičnost tudi kontaminacija logike. Ne? In to pomeni par stvari. Najprej, da metafora okuži logiko za svojim tem mešanjem, prenašanjem nereda in raznih kaosov. In prav tako je logika metafore, logika diseminacije, ki se pač nekako širi, ne moremo brez tega, brez te logike. Ampak ta logika seveda potem dotakne in okuži vsako logiko definicije, ki je pa fiksna. In v kontekstu Derridajeve diskusije in uporabe teh AIDS retorik, ki so se pač takrat začele razvijati, je Lee Edelman razvil koncept bakterija misli. Torej, določena misel kot bacilus, kot neka bakterija, ki potem izenači dva pojma, torej bolezen in pa diskurs. Postaneta tako rekoč enotni.
In če je bolezen diskurs in če je diskurs bolezen, iz tega lahko izpeljamo, da vsak diskurs ima v sebi zametek neke nalezljive iracionalnosti, je tako rekoč pač konstitutivni del vsakega diskurza. In kot smo že ugotovili, je današnja družba medikalizacije, pretiranega fokusa na zdravljenju in zdravem telesu, dejansko vpeta v to logiko prenašanja in svojo logiko vsekakor tudi diskurzivnost kuge, ki je prisotna v političnem diskurzu, ampak tudi širše, ne, na nekem ideološkem, na ideološki ravni. Torej, varnost, varovanje zdravja je praktično prisotna na vseh nivojih družbe. Je nekaj, kar se konstantno nagovarja skozi tako rekoč vse plasti. Okužila je vse pore, tudi najbolj intimnih celic. In danes se zdi, da je najvišji skoraj nek moralni in etični imperativ prav varnost in zdravje. Ampak nekako, ko razmišljam o tem, se mi zdi, da to ni dovolj za neko življenje, ne. Torej, konstantno soočanje z diskurzom zdravja, varnosti, ekonomizira življenje in ekonomizira tudi željo. In nihče dejansko, se mi zdi, ne želi biti zdrav v tem nekem absolutnem smislu, oziroma je to samo neka predpostavka, nek pogoj, ne more pa to biti želja, ne. Želja je vedno nekako v ekscesu, je vedno na strani surplusa. In seveda, tako kot nihče nima verjetno neke goreče želje po varčevanju, in tudi življenje samo ne deluje po principu zadrževanja in neke skoposti. Življenje je vedno nekaj, kar pač totalno bruha v nekem ekscesu. In ta skopost, ki jo lahko predvsem opazim recimo v odnosu do kapitala, do nekega grabljenja vseh možnih vrednot in tako dalje, tako materialnih kot drugače. Se mi je tukaj zdaj primeren recimo ena misel, ki je zapisala Hannah Arendt, in sicer, da nihče nima pravice ubogati. Ne? Torej, to si lahko razlagamo na marsikakšen način, ampak to misel je potem dalje razvil avstrijski filozof Robert Thaler v povezavi seveda na politiko, ne, kar je tudi bilo začetno nekako ta sama misel uperjena v politiko. Torej, Thaler je to preoblikoval v misel kot naprimer, nihče nima pravice biti popoln idiot. In nobena politika nima pravice, da ga obravnava kot takšnega. In če to še enkrat nekako uporabimo v naše namene, bi lahko izpeljali naslednjo poanto, ki je relevantna seveda za diskurs zdravja, in sicer, da nihče nima pravice biti popolnoma zdrav in da nobena oblast nima pravice tega tudi zahtevati. Ampak dobro, no, zdaj se mi zdi, da kar je pomembno poudariti, predvsem v tem nekem diskurzu medikalizacije, je prav ta hrbtna stran. Torej, vse te polarizacije, ki se ponavadi dogajajo, ne, torej, ta diskurs poskuša vedno začrtati neke zelo oštre protipomenske razdeljevanja določenih stanj, kot je, ne vem, čisto ali umazano, ali zdravo, bolano, neokuženo, okuženo, strup, zdravilo in tako dalje in tako dalje. Torej, vse te polarizacije so de facto že v štartu nestabilne, ne. Se vedno nekako zlivajo druga v drugo, ker nimamo neke zelo jasne definicije o tem, kaj naj bi bilo eno in kaj naj bi bilo drugo, ne. Kar je tudi seveda dobro. Ampak je pa problem predvsem zato, ker se zelo hitro zabriše ta meja, ki želi ločiti seveda enega od drugega. In to je obenem ta moč in pa seveda slabost medicinskega modela. Tega je že Foucault zaznal, na podlagi katerega je tudi razvil koncept biopolitike, ki seveda danes ga gledamo v polnem razmahu.
In kar je Foucault predvideval in napovedoval skozi neko jasnovidno, skoraj dikcijo, pa danes dobiva neke čisto nove razsežnosti. Torej, biopolitiko, ki je on nekako zasnoval, je danes dosegla nivoje, ki verjetno si jih niti sam ni mogel predstavljati. Torej, Foucault je v vseh teh delih opozarjal na medikalizirano subjektivizacijo in subjektivnost, da se skozi ta princip in to logiko dejansko ustvarjajo subjektivnosti. In v svojem seminalnem delu Rojstvo klinike problematizira prav to disciplino in subjektivizacijo človeka skozi te diskurze in prakse inštitucij, ki pa seveda v končni fazi potem nakazujejo na ta osnovni nivo relacij, ki pa so seveda, ko potegnemo črto, relacije moči. Torej, v tem odnosu nekdo ima moč in drugi v tem odnosu je pač nima, ne. In seveda boste pravilno ugotovili, da v primeru medikalizirane družbe je to seveda oblast, ne, tista, ki ima moč. In jo včasih pač uporablja za silo z neko avtoritarno držo. In danes pa opažamo ta nek obrat, ta nek perverzni obrat, in sicer, da se odgovornost, ta, ki naj bi jo nosila neka oblast, neka avtoritarna inštanca, se delegira na posameznika, na vsako posamezno osebo, in potem pač ne rabimo več nekega zunanjega policaja zdravja, ki nam konstantno govori, nas opozarja, kaj je dobro in kaj ne. Torej, ta policaj je že vedno nekako znotraj nas samih, se je skozi vse te prakse in discipline nekako naselil v vsakega posameznika. Ampak mogoče to ni dovolj. Ni dovolj vsekakor v primerih pandemije, ki je destruktivna sila, ter odgovor na ta izbruh nekega družbenega nereda je ponavadi poskus nekega vzpostavljanja reda nazaj, ne. Torej, bolezensko stanje, nered, nemir v družbenem polju dovoli tudi po drugi strani izbruh nekih tiranskih ukrepov kontrole in totalitarnega diskurza o bolezni in zdravju. Seveda, to smo imeli priložnost videti spet pri zadnji pandemiji. Ampak bilo je že v celi zgodovini praktično od Shakespearea naprej, pa tudi veliko prej, veliko literarnih, dramskih del, ki so obravnavali prav to kombinacijo kuge in pa totalitarne politike, kot recimo The Plague, Albert Camus, ali pa recimo dramska igra Karla Čapka, The White Plague, in spet Camus, State of Siege. In oba avtorja uporabljata kugo kot neko prispodobo, neko analogijo efektov fašizma in diktature. In kot ugotavlja Margaret Healy v svoji knjigi Fictions of Disease in Early Modern England, Bodies, Plagues and Politics, da pisanje o kugi skozi zgodovino in pa vse do danes v sebi nosi vpis družbenih tenzij, torej ideje o nekem družbenem razkroju, o neki patologiji, neki racionalnosti, ki nekako vedno je v neki podtalnici družbe. Te nestabilnosti so tako rekoč kodirane v besedo kuga. Če pomisliš na kuga, pomisliš na cel repertoar teh nestabilnih tenzij, ki podrazumevajo neko družbo, neko civilizacijo, ne. Torej, literarna dediščina je bogata z depikcijami in prenosom kuge kot manifestacije nekega družbenega antagonizma. Torej, lahko dejansko potegnemo neko črto med kugo in pa antagonizmom, ki je dejansko pač to, kar konstituira družbo kot tako, ne. In prav tako se vleče paralela med prenosom virusa iz enega gostujočega telesa na drugo
In pa recimo med komunikacijo neke ideje, neke besede, a je to oralno, a je to pismeno ali kakorkoli drugače. Torej, v določenem družbenem kontekstu, kjer se začne ta proces prenašanja, seveda potem pomeni tudi možnost neke širitve onkraj meja. Ok, in da se mogoče še dotaknemo tegale zadnjega momenta. Seveda nas zanima predvsem psihoanaliza v tem kontekstu in kot smo ugotovili, so torej besede tiste, ki se širijo, ne, čez vse meje. Beseda kot taka je neke vrste kuga, ne. Nima nobenega protistrupa in prav tako nihče ni imun na efekt besede. In kot smo ugotovili skozi psihoanalitsko obravnavo, tudi mi sami proizvajamo besede, ki imajo določen efekt na telo. Torej, že beseda sama je v tem primeru farmakon, obenem zdravilo in pa tudi strup. In z besedami se zastrupimo. In z besedami se lahko tudi pozdravimo. To je nekako neko načelo psihoanalize, ki predpostavlja neko zdravljenje z besedo, z govorom, z določenim diskurzom, konec koncev. In glede na to, da je psihoanaliza seveda teorija, je praksa, ima tudi psihoanaliza potem takem kvaliteto kuge. Ni nobena izjema, prav tako nas okuži z določenim diskurzom. In seveda obstaja določena anekdota, ki primerja in spremlja to diskusijo o mestu psihoanalize v družbi, ne? In ki to izpostavi dobesedno. Namreč, in to je zdaj ta anekdota, namreč, ko se je Freud bližal obali New Yorka, ko je z ladjo prvič prihajal v Ameriko, to je seveda tudi bilo njegovo zadnje potovanje, bil je namreč povabljen na predavanje v Clark University, kjer so ga nestrpno pričakovali in vse te njegove nove teorije psihoanalize, ne. In ob prvem pogledu na kip svobode, ko je zazrl kip svobode, je Freud takrat pripomnil svojemu kolegu, ki je stal zraven njega, Jungu, mogoče je to bilo iz nekega hubrisa ali pa jasnovidnosti, kar pa seveda se mi zdi, da so pogosto ena in ista stvar. In I quote, Freud pravi, oni se ne zavedajo, da jim prinašamo kugo. In kot neke miši, ki prihajajo na ta nov kontinent in s seboj nosijo smrtonosni virus. In to se je res zgodilo, dobesedno, saj psihoanaliza, ki jo je Freud vpeljal v Ameriko, ni tista psihoanaliza, ki se je razvijala takrat v Evropi. In kot Lacan na svojem predavanju z naslovom Freudova stvar leta 1955 je bil na Dunaju in svojim kolegom nekako poskušal postaviti vprašanje psihoanalize in kaj je tisto, kar jo dela psihoanalizo, kaj jo konstituira torej. In prav opozarjal je na to kužno kvaliteto prenosa znanja, ne. Znanje, kot da se nekako širi z neko kužno potencialnostjo. In pravzaprav je takrat razkril, kako se določena psihoanaliza razvila kot kuga v Ameriki in da se potem ta kuga vrača zdaj nazaj v Evropo in se širi tukaj. Kugo, katero je imel v mislih, je seveda kuga ego-psihologije, ki po mnenju Lacana in pa seveda mnogih drugih totalno zgreši bistvo psihoanalize in v slogu tega ameriškega pozitivizma začenja prodajati srečo in uspeh. In seveda to je bolj podobno nekim coach, new age gurujem uspeha, ki seveda, kot lahko opazimo danes, se širijo kot kuga tudi pri nas. Je polno teh nekih ljudi, ki so pripravljeni svetovati in vas spraviti na pravo pot k uspehu, ne. Torej, kaj se dogaja, je dejansko uvažanje kontaminiranih idej iz Amerike kot v slogu življenja pod iztirjenim kapitalizmom, ki tam divja
Imamo tudi pa seveda zdravilo za ta izprijen način življenja, ki pa prav tako prihaja iz te ideološko pokvarjene logike, ki jo imenujemo The American Dream. Ok, torej, psihoanaliza je okužena z svojim virusom. In lahko rečemo, da je to neka kuga, ki se je razvila v neki napačni smeri. Vsaj tako misli Lacan v tistem času, ko je nekako nase vzel to zgodovinsko nalogo, da jo spravi na neka prava pot razvoja, tja, kamor bi morala iti. In seveda Lacan obtoži severnoameriške prakse psihoanalize, ker so narobe razumeli, narobe interpretirali koncept zdravljenja in ga povezali z procesom identifikacije z analitikovim egom. Torej, da se pozdraviš, se moraš identificirati z egom svojega analista in to bo zadostovalo za srečno in uspešno življenje. Podrazumeva seveda, da je ego tista inštanca, ki nas postavi kot neke gospodarje svoje usode, ne. Seveda niso razumeli Freudove teze, najbolj poglavitne teze, ki je tudi po eni strani tretja revolucija v človeški zgodovini po Kopernikusu in Da Vinciju, ne? In sicer, da človek ni gospodar, niti v svoji lastni hiši. In to pravi Freudovo nezavedno. In to je tudi tisti udarec človeškemu narcizmu, ki ga pa seveda v Ameriki niso zmogli posvojiti. In psihoanaliza v Ameriki je okužena in zdaj je Lacan na Dunaju zato, da poskuša vzdraviti in zamejiti ta virus, nekako ga izgnati iz tega psihoanalitskega polisa, najti Oidipa, tega farmakosa, ki bo to kugo odnesel iz teb in seveda povrnil harmonijo in zdravje v polis. Torej, na tej točki nekako se mi zdi, da sta oba Freud in Lacan v zmoti, namreč kuge ne moreš prenesti po neki svoji lastni volji in prav tako ne moreš kontrolirati po svoji lastni volji. Torej, Freud, ki se je identificiral kot nek nosilec kuge in Lacan kot nek omejevalec permutacij te psihoanalitske, te iste kuge, se mi zdi, da je najmanj narcisoidno, vsekakor je pa nemogoče. Ker kuga pride po svoji lastni volji, za svojim nekim notranjim delovanjem, ter se širi, izginja po lastni logiki, pa je ni mogoče predvideti, še manj pa omejevati ali pa peljati po neki lastni volji. In sedaj se zastavi neko ključno vprašanje, ki si ga konstantno zastavljamo znova in znova, in to je seveda, kje se je ta okužba sploh začela. In kot vsi epidemiologi, iščejo to neko žarišče izbruha virusa, mi moramo na sam začetek, torej kdo je bil prvi okuženi subjekt, okužen z psihoanalizo. Kdo je bil prvi psihoanalist? Če razumemo seveda, da vsak psihoanalist mora biti analiziran, da je tako rekoč potem iniciiran v ta proces in torej potem takem, kdo je ta prvi, ki je kreiral prvega analista. In odgovor je seveda, da je Freud izumil samega sebe kot prvega psihoanalista, psihoanalitika. In Freud je analiziral sam sebe. Vendar vsak virus potrebuje neke optimalne pogoje, da se razvije, tudi v primeru, da je ex nihilo. In to je vsekakor primer psihoanalize. Torej, da se razvije psihoanaliza, potrebuje nekoga, za katerega se predpostavlja, da ve. Torej, rabiš vedno nekoga drugega, ki ga postaviš v vlogo tistega, ki nekaj ve. In to vlogo je za Freuda odigral njegov kolega Wilhelm Fliess, bil je zdravnik, in brez Fliessa ne bi bilo recimo psihoanalize danes. Dobro, verjetno bi bil kakšen drug, ampak v tem primeru imamo Fliessa, dolgoletni korespondenci z Freudom, vsa ta pisma so zbrana v zbirki The Complete Letters of Sigmund Freud to William Fliess,
kjer Freud natančno opisuje vsa njegova opažanja, vse teorizacije raznih fenomenov. Torej, brez vseh teh pisem psihoanalize ne bi bilo. In tudi takrat, recimo, ko v določenem trenutku od Flisa recimo ni bilo več nikakršnega odgovora, je stvar še vedno delovala. Efekt resnice je potreboval to iluzijo, da bi se potem lahko konstituirala. In v tistem momentu pač tudi ni bilo pomembno, a je bil Flis ali ni bil. Torej, nekako nas ta zgodba spet pripelje nazaj k Sofoklejevem kralju Ojdipu, ter kot prepostavlja neka antična grška praksa in vsi ti rituali ob izbruhu kuge, ki pravi, da tam, kjer je kuga, bo prej ali slej se našel tudi en farmakos. In če zasledujemo Freuda in potem Lacana, tako kot ona dva pričakujeta in želita, potem lahko zaključimo, da ima psihoanalitska kuga tudi svojega Ojdipa. In seveda ironično je to, da je tudi to ime te osrednje teme psihoanalitskega fenomena, torej pač Ojdipov kompleks. In dokaz za to dobimo seveda v prej spet omenjenih pismih Flisu, ki je Freud pisal in v določenem trenutku mu zaupal eno intimacijo, čisto neko intimno misel, se mu je utrnila ta ideja in se mu je zdelo, da mogoče pa to ima neko generalno vrednost, da to ni samo njegova neka subjektivna misel v tem smislu. In sicer je ugotovil, da je čutil neko ljubezen do svoje matere in ljubosumje do svojega očeta. In sedaj se mu zdi, da je to univerzalni fenomen v zgodnjem otroštvu vsakega. In verjetno se je še Freud sam ni zavedal razsežnosti te ene singularne misli in kaj bo ta povzročila v družbenem okolju ali pa dojemanju teorije, razvoja te teorije. Torej, Freud je nadaljeval in citiram Freuda. Pravi, če je temu tako, lahko razumemo neizmerno moč Ojdipa Reksa. Grška legenda se posvoji kompulzije, ki jo vsak prepozna, ker zaznava njen obstoj nekje v samemu sebi. Vsak v občinstvu je bil nekoč cveteči Ojdip, seveda v infantilni fantaziji, in vsak se zvije v grozi ob misli na uresničitev teh sanj, tudi tukaj nekako prenesene v to realnost, za popolno kvantiteto represij, ki so seveda pač potrebne, da se loči njegova infantilna fantazija, infantilno stanje od trenutnega odraslega stanja. Tako da, toliko. Hvala.